Lepo pozdravljeni prijatelji. Preden pozdravim gosta sočavskega župnika Silvestra, bi želel prebrati tole Marijino sporočilo. Kajti veliko gledalcev mi je pisalo in moram vam streči prav. Sporočilo Kraljice miru po Vitkin Mariji Pavlović v Neti v Medžugorju. Dragi otroci, stavite sveto pismo na vidno mesto v vaši družini in ga berite. Tako boste spoznali molitev srcem in vaše misli bodo v Bogu. Ne pozabite, ste minljivi, kako cvet na polju, ki se ga vidijo daleč, a v trenutku izgine. Otročiči, pustite znamenje dobrote in ljubezni. Kjerkoli hodite in Bog vas bo blagoslovil z obiljem svojega blagoslova. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu. Tudi danes bomo v oddaji Pot poti govorili o molitvi in veliko dobrih stvari. Vsak mesec moram povedati, da se da Marijino sporočilo lahko dobite tudi na spletni strani, to je www.živilko.com. Ali bi ob tej priliki zelo rad pozdravil vse naše gledalce izven lepe naše domovine, poseben pozdrav pa za našega zvestega gledalca Mirka iz Rogaške Slatine in ga obveščam, da lahko dobi vsakega 25. v mesecu Marijino sporočilo pri administratorju Živilka, to je gospodu Zlatko Šehoviču, in mu lahko tudi pišete na elektronski naslov info@živilko.com ali tudi na drugi elektronski naslov, to je pot@planet.si. Hvala vsem za pozdrave in lepe želje ter obilno pošto. Zlati ste moji gledalci in vesel sem, da smo zopet skupaj. Danes pa gostim zelo zanimivega gosta, duhovnika Silvestra iz župnije Solčava v Logarski dolini. Prav ste slišali, to je dovolj velik razlog, da ostanete v družbi naše televizije Moj TV, ki prihaja v vaše domove srca in prinaša vse tiste pozitivne vrednote. In sedaj pozdravljam gospoda Silvestra. Dobrodošli, Bog daj, da ste z nami. Bog vas živi, gospod Albin. Kakšna je bila vaša pot iz Solčave? Verjetno naporna. Pot iz Solčave v Maribor je skoraj 130 km. Moram reči, da je župnija Solčava spadala v Mariborsko škofijo do 7. aprila lani, ko so se razdelile škofije in Mariborska nadškofija se razdelila v 3 škofije, Mursko-Soboško, Mariborska je bila povzdignjena v nadškofijo, župnija Solčava pa je od takrat naprej pripadala škofiji Celje. Mislim, da je prav, da začnemo tole lepo oddajo za naše gledalce tudi z kakšno duhovno mislijo, ki vas prosim. Ker smo v letu Svetega pisma, vas, dragi gledalci te oddaje Moj TV, iskreno in prisrčno pozdravljam. Prinašam vam pozdrave od Marije Snežne iz Solčave. Ker smo v letu Svetega pisma, bi rad prebral meni tako ljub Psalm 8. Gospod naš Bog, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Svoje veličanstvo si povzdignil nad nebesa. Iz ust otročičev in dojenčkov si postavil trdnjavo, zaradi svojih nasprotnikov, da brzdaš sovražnika in maščevalca. Ko gledam nebo, delo tvojih prstov, luno in zvezde, ki si jih utrdil, kaj je človek, da se ga spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ. Naredil si ga malo nižjega od Boga, slavo in častjo si ga uvenčal. Dal si mu oblast nad deli svojih rok. Vse si položil pod njegove noge. Vse ovce in govedo, in tudi živali na polju, ptice neba in ribe morja, vse, kar se giblje po morskih stezah. Gospod naš Gospod, kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji. Prihajate iz osrčja planin, zato bi vas prosil za kratek oris kraja. Vsem gledalcem, ki nas spremljajo tudi preko svetovnega spleta, čisto to na kratko za en oris. Solčava leži v Logarski dolini, na eni strani je Radoha,
potem se predela v Matko, Robanov kot Okrešelj, Kamniške sedlo, Strica, Dolina, Korošice, Kamniške planine. Drži to tole, ne? Ja, vse, kar ste rekli, seveda drži. Pravzaprav se točno ne ve, kam bi locirali našo župnijo. Kako se pride do vaše župnije? Ja. To bo verjetno bolj redko vprašanje, ampak pri vas je malo odročno tole, ne? Ja, torej iz Celja, če gremo iz smeri Štajerske Celja, potem iz avtoceste zavijamo proti Mozirju ali Gornjemu Gradu in potem pot se nadaljuje preko Nazarij, Ljubnega, Luč in naprej v Solčavo. Naša župnija je veljala vedno najbolj pravzaprav za oddaljeno župnijo, tudi za zaprto, kajti v Igli, to je nekje na tretjini poti med Lučami in Solčavo, je bila pravzaprav cesta neprehodna do konca 19. stoletja. Potem pa so prišli minerji iz Dolomitov in so tako povezali Solčavo z Savinjsko dolino. Ta kraj je tudi v zgodovini, denimo pred 200 ali 300 leti, še veljal kakor za pribežnike, da so se lahko skrivali pred orožniki, da ni bilo treba iti na vojsko. Zato je znanih tudi več spopadov med orožniki in ubežniki. Sama Solčava je majhna župnija, danes šteje malo več kot 500 ljudi. Vse, kar ste omenili, naša čudovita pokrajina z Logorsko dolino, Raduho, Matkovim kotom, Okrešljem, Kamniško-Savinjskimi Alpami, Strico, sodi med morda najlepše planinske predele v naši domovini. Mislim, da tudi prav, da povemo, pravzaprav, kdaj ste začutili vaš ta prvi božji klic, kje ste bili vse kaplan, pa kje ste pravzaprav začeli svoje otroška leta, verjetno imate tudi lepe spomine na otroštvo. Ja, sam prihajam iz župnije Svetega Jurija, iz Zdol pri Krškem. Moram reči, da je v meni božji klic morda nekoliko več časa, dlje časa zorel. Namreč po končani osnovni šoli sem se izučil za strojnega čavničarja, potem pa tudi za strojnega tehnika in sem to delo tudi opravljal v bivši tovarni celuloze in papirja v Krškem. Potem sem bil tudi zaposlen kot strojni tehnik in orodjar v nuklearki v Krškem. V tem času, denimo do mojega 24. oziroma 25. leta, pa je vedno bolj v meni nekako zorela želja po duhovništvu in tako se mi je tudi uresničilo, da sem stopil v malo semenišče oziroma v pripravni letnik v Mariboru, prav tukaj pri Sveti Mariji v Mariboru. Sem bil v malem semenišču, kjer sem tudi dopolnjeval gimnazijo in potem sem šel na fakulteto, najprej v Ljubljano in potem v Maribor. Duhovniško posvečenje, se pravi zakrament Svetega reda, pa sem prejel leta 1995 na dan svetih apostolskih prvakov, svetega Petra in Pavla. Moje prvo kaplansko mesto je bilo v Šaleški dolini, v župniji svetega nadangela Mihaela v Šoštanju. Tam sem bil pri gospodu Pribožiču, mojemu prvemu župniku in dekanu. Od tam smo tudi opravljali dve združeni župniji, to je Zavodnjo nad Šoštanjem in pa Bele vode, tudi gorski svet. Potem me je škof ordinarij Kramberger predstavil za kaplana v Šmarju pri Jelšah. Tam sem bil pa od leta 1998
1998 do leta 2000. In v svetem letu 2000 me je škof Kramberger, sedanji nadškof, prestavil v župnijo Solčavo k Mariji Devici Snežni v Solčavo. In tam sem župnik tudi še danes. Prav je, da povemo našim gledalcem, kdo je pravzaprav, ko ste menili Marija Snežna? Določene kapelice Marije Snežne so nekje tudi po Sloveniji, tudi na vrhu Predavice kapelica, ampak kdo je bila ta Marija Snežna? Ja, župnijska cerkev v Solčavi je posvečena Mariji Snežni. Odkot to poimenovanje vprašate za Marijo Snežno, Jezusovo mater? Ime je tradicionalno povezano z nastankom rimske bazilike Santa Maria Maggiore, kar pomeni Sveta Marija Velika. Zgodba pripoveduje, da je papež Liberij v noči pred 5. avgustom leta 358 sanjal, da se mu je prikazala Devica Marija in mu naročila, naj zgradi baziliko, kjer bo to noč padel sneg. Morda je bil to čudež, saj je avgust v Rimu razopito vroč mesec, morda pa samo snegu podobni ostanki ledu po siloviti nevihti s točo, kakršne so v Rimu avgusta pogoste. Na vrhu Eskvilinskega griča, na mestu, kjer je papež našel sneg, stoji danes bazilika Svete Marije Velike. Od leta 1391 so praznik, ki so ga prej praznovali samo v baziliki, praznovali po vseh rimskih cerkvah. Papež Pij V pa je v začetku 16. stoletja ta praznik povzdignil v praznik vse cerkve. In zato je nastala navada, da so v gorskih krajih posvečevali cerkve, tudi župnijske, in pa tudi kapele prav njen na čast Mariji Snežni. Menite, da smo preko Marije bliže Jezusu? Vprašanje, ki ste ga zastavili, je znano iz tradicionalne marijanske pobožnosti. Vendar bi rad sam odgovor zastavil nekoliko drugače. Dokler je človek daleč od Jezusa, morda išče poti, kako bi mu bil bliže. Vendar pa človek, ki je od Jezusa daleč, najverjetneje sploh ni odrešen. Iz Svetega pisma namreč vemo, da sprejmemo odrešenje, ko z usti priznamo, da je Jezus Bog, ga sprejmemo za svojega Boga, Gospoda in odrešenika. In v srcu verujemo, da se je On za nas učlovečil, za nas trpel, umrl in tretji dan vstal od mrtvih. Takrat smo prepričani, da je odrešenje naše. Takrat je naš duh opran v Jezusovi krvi. Takrat je v nas Jezusov duh, mi pa smo z Jezusom posajeni v nebeške prostore, na desnico Boga Očeta. On pa noč in dan posreduje za nas pred Očetovim prestolom. Tako je On, edini srednik, edini veliki duhovnik nove zaveze, neprenehno z nami, in kjer smo z njim, ob njem, v njem in on v nas, nam ni treba priti bliže, ker smo že tam, po njem v odnosu z Jezusom. Težava, ki se pojavi pri številnih Marijinih častilcih, je, da se jim zdi, kakor da je Bog Oče nedosegljiv v svoji oddaljenosti. Jezus pa nekje daleč in da moramo šele priti do njega. Ampak mi moramo sprejeti odrešenje in vstopiti v resničnost odnosa z Jezusom
ne pa iskati poti, kako bi se mu približali in pri tem še vedno ostali daleč. Toda, vedeti moramo, da je Marija najboljša pot k Jezusu, kajti ona je tista, ki je Božji načrt odrešenja najbolj na čudovit in popoln način sprejela. In zato je po Mariji k Jezusu, kako pravi sveti Grignon Montfortski, še vedno tisti najboljša pot, da pridemo torej k Jezusu. Marija je torej naš v bistvu največji vzor. Zato smo preko Marije bliže Jezusu. Marija je takrat rekla, da vse, kar vam poreče Jezus, tudi storite. Ne? Prav je, da tudi povemo, pravzaprav koliko imate obiska nedeljskih maš, veroukarjev, če imate ta podatek? Ja, torej okrog 550 ljudi ima naša župnija, okrog 160 je rednih nedeljnikov, verouk pa obiskuje 52 veroučencev. Letos bomo tudi imeli birmo, jih je 12 otrok, ki se pripravljamo na ta zakrament, ki ga bomo obhajali v koncem junija meseca. Opazil sem, da imate tudi duhovne vaje, bi vas prosim, da opišete kdaj, kje, kdo jih vodi, kdo jih obiskuje. To je pravzaprav en lep kraj v srčju planin in mislim, da je to dobra stvar za mlade, da jih se pripelje tja in da spoznajo Boga oziroma so bližje k Jezusu. Ja. Prosim. Logarska dolina ima dom duhovnosti, dom duhovnih vaj pri tako imenovanih sestrah Logar. Ta dom vodi sestra Štefka in ima še 2 sosestri, ki so svetna inštitucija Kristusa kralja odrešenika. In v to hišo prihajajo mnogi mladi iz vse naše domovine, od Primorske, Ljubljanske pokrajine, tudi Mariborske, Celjskega območja in zelo radi prihajajo na te duhovne vaje. Večina pa jih vodijo patri jezuiti, ki so že od nekdaj povezani s tem domom duhovnosti. Menite, da je biti duhovnik na deželi težje kot v mestu? Kakšne so vaše izkušnje? Verjetno je težje, ne? Veliko. Morda je vprašanje malo izzivalno, ampak vsekakor je biti župnik na vasi kakor v mestu drugače. Kolikor mi je znano, v mestu obisk nedeljške maše ni nujno vezan na župnijsko cerkev, ker je več izbire. Zaradi večje gostote ljudi je možnih tudi več dejavnosti, pa tudi pristopi k evangelizaciji so precej raznoliki. Moja izkušnja iz vasi, iz gorske vasi, pa kaže, da je v tradicionalno katoliškem okolju žive vire pogosto malo. Ljudje pogosto samo spoštujejo tradicijo svojih dedov in je obisk maše lahko bolj sociološko, kakor pa versko dejstvo. V zaprtem okolju, kakršno je Solčava, je zato morda težje opraviti osnovno evangelizacijo. Ampak vse je mogoče tistemu, ki viruje. Smo v lete Svetega pisma. Kaj pravzaprav, gospod župnik, za vas pomeni Sveto pismo? Kako bi našim gledalcem dejala? Torej, v leto Svetega pisma smo. Kristjani verujemo, da je Sveto pismo Božja beseda. Je beseda Boga, ki so jo ljudje zapisali po njegovem navdihu. Vse to in samo tisto, kar je Bog hotel. Ob letu Svetega pisma, ko se bo v Sloveniji odvijal velik mednarodni kongres, posvečen prav Božji besedi, se bodo srečevali učenjaki in razpravljali o strokovnih vprašanjih. Večjo pozornost pa bodo skozi vse leto namenili Svetemu pismu tudi mediji. Vendar je vse to brez smisla, če se mi ne bomo prizadevali, da Božja beseda zaživi v nas. Kajti Božja beseda je živa in učinkovita, pravi sveti apostol Pavel. Zato je začetek leta Svetega pisma priložnost,
da se vprašamo, zakaj svetopismo in kaj lahko pomeni svetopismo v mojem in tvojem življenju. Človek sicer iz urejenosti stvarstva lahko se dokoplje do spoznanja, da Bog obstaja in da to verovanje, da nekaj je nad nami, goji sam pri sebi tudi ateist, kakor vemo. Ker pa je Bog hotel, da bi bili z njim v osebnem odnosu in da bi bili deležni dobrih stvari, ki jih ima za nas, se je človeštvo razodel prek Izraela in nam dal svetopismo kot svoje razodetje. Za teologa je svetopismo vir podatkov, ki mu omogočajo znanstveno raziskovati Boga in Božje reči. Da bi teolog pri tem veroval, niti ni potrebno, čeprav prava Božja teologija izhaja iz molitve, iz osebnega odnosa z Bogom. Za književnika je svetopismo vrhunsko literarno delo, ob katerem se je navdihovala praktično vsa zahodna književnost do danes. Kdor svetega pisma ne pozna, je duhovno in kulturno osiromašen. Za kakšnega nemškega filozofa je svetopismo lahko modrostna knjiga ali pa le zabloda, ki človeka ovira v njegovi volji do moči. Za verujočega pa je svetopismo vir miru, navdiha in moči, zagotovilo našega odrešenja in zmage na tem in na onem svetu. Svetopismo nam namreč daje zagotovilo, da smo, če sprejmemo Jezusa Kristusa za svojega osebnega odrešenika odrešeni, da smo sinovi Boga Očeta in da imamo po Kristusu neposreden dostop do Očetovega prestola, zagotovilo, da nas Oče sliši. V Svetem pismu so razodeti principi kraljestva, principi, po katerih deluje Božje kraljestvo, principi, po katerih lahko vstopamo v Božje stvari in v Božjo usodo zase, za mesta in za narode. Prav tako pa je svetopismo tudi praktični priročnik, nekakšna navodila za uporabo človeka, navodila, kako živeti, da bi živel prodorno in uspešno življenje v odnosih, pri poslu, pri vzgoji otrok, da bi živel zdravo, dolgo in da bi bilo njegovo življenje blagoslovljeno. Je tudi zbirka Božjih obljub, ki jih je Bog dal verujočim za življenje tukaj in za onostranstvo. Zato pater Jonas Abib v svoji knjigi Vsak dan s Svetim pismom, ki bo v kratkem išla v slovenščini, pravi, da naj si iz vsakega odlomka Svetega pisma, ki ga preberemo, najprej izpišemo Božje obljube, ki jih potem z vero sprejmemo, jih ponavljamo in razglašamo v svoje življenje. Bog pa, ki je zvest, jih bo izpolnil. Zato bi moral, tako pravi veliki ruski teolog Vladimir Loski, vsak kristjan vsaj enkrat letno prebrati vse svetopismo. Samo tako lahko vstopimo v Božjo logiko in jo začenjamo razumevati. In samo tako lahko priznavamo logiko Svetega pisma v svoje življenje in dopustimo, da začne Bog za nas zmagovati v naših bitkah in v našem življenju. Zato bodi začetek leta Svetega pisma povabilo, da vzamemo Sveto pismo v roke in naredimo načrt, da nas bo Sveto pismo vsak dan bolj spremljalo skozi vse leto. Kaj konkretno hočem povedati s tem? Če kupite v trgovini pralni stroj, dobite zraven navodila za uporabo. Po eni strani vidimo v Svetem pismu razodetje Boga človeku, po drugi strani pa tudi navodila, ki jih je Bog dal človeku za uporabo človeka. Zato, da človek pravilno deluje v svojem odnosu do Boga, pa tudi do sveta in do bližnjega. Bog je v Svetem pismu dal ljudem tudi veliko obljub in če hočemo, da Sveto pismo v našem življenju obrodi sad, je vredno, da iščemo Božje obljube za svoje življenje.
To se mi zdi pomembno pri tem vprašanju. Ja, hvala za te lepe misli. Moram povedati, da je pravzaprav Sveto pismo namenjena knjiga, ki ga je potrebno vsak dan vzeti v roke pa prebrati. Je tako, ne? Rad bi pa še povedal, da pravzaprav izdajate tudi mesečnik, ki je pravzaprav oznanilo Zvon Marije Snežne, ki ga boste zdaj tudi pokazali, ki ga tako lepo urejate, zbirate. Kaj bi dejali? V bistvu to je zelo lepo urejeno, pripravljeno, duhovne misli, da pravi bolj za dušo. Kaj menite? Ja, ko sem prišel v župnijo Solčava, pravzaprav ni bilo rednega mesečnika, pa se mi zdi prav, da ljudje vedo, tudi kaj se dogaja. Vedno imam v začetku, imam vedno duhovno razmišljanje, potem tudi uvrstim notri križanko, zdaj smo naredili kot nagradno, kakor priloga za razvedrilo, tu se pomagam z boksom, z enim CD-jem, ki ga izdaja Mariborska nadškofija, pa vedno kakšna aktualnost tudi notri vključen, kolikor se da. Nekako ljudi pa najbolj zanimajo svete maše, red svetih maš, ki jih imam torej vsak dan po namenih, ki jih darujejo ljudje. Kaj bi dejali, kdo so bili svetniki, bomo tudi nekaj dejali o Patru Piju, Antonu Martinu Stomčko, kaj bi dejali, kdo so bili svetniki na kratko? Najprej svetniki ali sveti smo pravzaprav vsi, ki smo sprejeli Jezusa za svojega osebnega odrešenika. Ko človek sprejme Jezusa za svojega odrešenika in Gospoda, ko prizna, da je Jezus Bog in viruje, da se je zanj človečil, trpel in stal, stopi človek izpod oblasti teme in pride pod Jezusovo oblast. To je tako, kot če bi nekdo prebegnil iz Severne Koreje v Južno Korejo, ali kot če je kdo izpod komunistične diktature bežal na zahod v svobodo. Ko sprejmemo Jezusa, smo že sveti, oprani v Jezusovi krvi, sinovi in dediča Boga najvišjega. Cerkev pa se je že od nekdaj spominjala ljudi, ki so pretekli svoj tek in svoj boj izbojevali do konca. Najprej so to bili mučenci, pozneje pa je za svetnike razglašala tiste, ki jih je kot takšne prepoznalo verno ljudstvo in so v svojem življenju izpričevali herojsko stopnjo vire, upanja in ljubezni. Takšne ljudi je cerkev z beatifikacijo in z kanonizacijo potem nekako postavila na pedestal za zgled. Če je nekdo razglašen za svetnika, cerkev viruje, da je ta človek zanesljivo v nebesih. V nebesih pa so tudi velike množice, ki niso časti oltarja nikoli dosegle, kar beremo na dan vseh svetih v drugem mašnem berilu iz Razodetja. Kaj pravite, kdo je bil ta veliki mož, Pater Pij? Vsi vemo, da je bil ta italijanski kapucin, Pater Pij iz Pietrelcine, eden največjih svetnikov ali pa lahko bi tudi rekel čudodelnikov 20. stoletja. Sam sebe navadno ne predstavljam kot častilec tega velikega kapucina. Zame je bil Pater Pij predvsem zgled, kako v življenju zares jemati Božjo besedo. Danes mnogi govorijo o skrivnosti Patra Pija. O njem je zapisano veliko število knjig. Zanimanje zanj seže od senzacionalizma preko njegovih stiganj in pripovedi o čudežih in prikazovanjih, pa tja do prijazne pobožnosti, ki je neškodljiva. Bolj ali manj pa vsi zgrešijo, zakaj toliko čudežev in znamen pri tem kapucinskem patru iz juga Italije. Pater Pij je bolj kot kdorkoli drug
resno jemal Sveto pismo. Tako je za vse, ki so se obrnili k njemu, vsak dan molil zanimivo molitev, v kateri se je preprosto skliceval na Božje obljube iz Svetega pisma. Takole je molil: Jezus, ti si rekel, prosite in se vam bo dalo, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Glej, Jezus, jaz zdaj iščem, trkam in prosim za to in to. Tukaj je navedel, zakaj je prosil. In potem je nadaljeval: Jezus, ti si rekel, karkoli boste prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal. Glej, jaz zdaj prosim Očeta v tvojem imenu za to in to. Tukaj je spet navedel, zakaj prosi. Potem pa je spet nadaljeval: Jezus, ti si rekel, nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikoli ne bodo prešle. Glej, Jezus, jaz zdaj viri v tvojo nezmotno besedo prosim za to in to. Tukaj je spet ponovil, zakaj prosi. In ker je neomajno veroval, da so Jezusove besede resnične, da je to, kar piše v Svetem pismu, res, je prejel znamenje, je prejel čudež. S tem pa nam daje zgled, kako naj molimo tudi mi. Božjo besedo je treba vzeti za res, govoriti, diktirati jo je treba v svoje življenje in se na njo sklicevati. Potem bomo svoj čudež od Boga po veri prijeli tudi mi. Treba je našim gledalcem tudi povedati, da je pravzaprav pater Pij imel Jezusove stigme, to se pravi, da je tam, kjer je bil Jezus križan, preboden, tekla kri, ne? Ja, tako imenovan bil je stigmatik, kakor tudi še mnogi v zgodovini krščanstva. Mnogo je pretrpel zaradi grešnega stanja ljudi, zaradi nemorale, in to je tudi se odražalo na njegovem telesu. Bil je torej stigmatiziran, imel je 5 Jezusovih ran, kakor vemo. Prav je tudi, da ob tej priložnosti nekaj rečemo od blaženem Antona Martina Slomško. Ste morda bili v Vietnavi na posvetiti blaženju Antona Martina Slomška, bilo je zelo slavno, ne? Torej, takrat sem bil kaplan v Šmarju pri Jelšah. Bilo je to leta 1999, zdaj se mi da septembra meseca. Septembra, ja. Ali je bilo 19. 19. Iz župnije nas je poromalo 2 avtobusa, mnogi pa so šli tudi z svojimi osebnimi avtomobili. To je bila veličastna zgodovinska priložnost oziroma zgodovinski dan. Vedno mi je bil Slomšek nekako blizu za svojo neverjetno modrostjo, svojo krmečko pametjo in z izpolnjevanjem tega, kar Bog pričakuje tudi od nas danes. Torej, vedno mi je bil velik zgled in ta slovesnost njegove beatifikacije, upamo, da tudi kmalu kanonizacije, mi še vedno ostaja v zelo živem in lepem spominu. Bilo je tudi krasno vreme, bil je sveti oče, bilo je res slavnostno, bilo je res praznovanje, kakršnega še ni bilo. Bogu hvala, ne? Bogu hvala za to, ja. Ob tem pa bi tudi moral bi nekako rekel, da imamo v Sloveniji mnogo svetnikov in svetnic, zlasti mučencev, še zlasti po 2. svetovni vojni in med njo, ki niso sicer kanonizirani, vendar pa vemo, da so pred Božjim prestolom in prosijo za nas, da bi se tudi mi rešili iz tega pokvarjenega sveta. Kaj bi pravzaprav na kratko dejali, kdo je bil, kdo je Jezus? Malo takšno vprašanje, ne? Jezus je najprej druga Božja oseba. Je Bog, ki se je učlovečil, da bi nas odrešil. Sveto pismo pravi, da je prišel na svet, da bi uničil hudičeva dela, bolezen, greh in smrt. V njem imamo vse odrešenje in zmago, na tem
in na onem svetu. To bi bil kratek povzetek, kdo je zame Jezus. Najprej je seveda pa tudi moj in tvoj odrešenik, če ga res zavestno sprejmem kot v svoje življenje, v svoje čutenje, svoje razmišljanje in delovanje. A vsi vemo, da smo ljudje nekako krhka bitja. Vemo, da je duh voljan, meso pa je slabo. Zato včasih tudi pride do raznih odstopanj. Tako se nas Bog usmili. Pravi tudi, da smo na eni strani tudi mi poklicani k misionarjenju, ne? Ja. Tudi laiki. Prav gotovo. Vsi smo z krstnim dostojanstvom prejeli to trojno službo, da oznanjamo torej Kristusa, edinega odrešenika sveta in človeka. Kaj menite še za našo mladino? V mladini je bilo veliko je govora. Jaz verjamem v pozitivno v mladini, verjamem, da so ti ljudje dobri, vendar je pa problem, kako jim pokazati pot k Jezusu, kako tudi se odpovedati sebi, da bi mogli zaživeti v Kristusu. To pa vemo, da zahteva odpoved, vemo, da brez molitve, posta, žrtvovanja in premagovanja se nič ne naredi. Vsekakor je mladina v svojem bistvu dobra, ne? V svojem bistvu dobra in tudi ne dosti različna od mladin prejšnjih generacij. To ste zelo lepo povedali. Če bi se še dotaknila, zakaj so pravzaprav zakramenti potrebni, kot je na primer krst, ohajilo, bieroma, spoved, bolniško maziljenje, dostikrat ga zamenjamo, da je to konec, ampak mislim, da to bolniško maziljenje namenjeno za ozdravljanje, ne? Torej, zakaj so potrebni zakramenti? Katoliška doktrina uči, da so zakramenti vidni izraz nevidne milosti. To pomeni, da z njimi Cerkev na viden način podeljuje to, kar Bog daje vsakomur po veri. Tukaj bi rad opozoril na vidik, ki ga zelo pogosto spregledamo. Ljudi smo pogosto pripravljali na zakramente in jih poučevali o zakramentih, vendar pa smo jih pri tem pozabili uvesti v odnos z Bogom. To se pravi, na mistagogijo smo nekako pozabili. Namesto odnosa z Bogom so tako dobili odnos do sakramentov in nauk o zakramentih. Zato je dobro poudariti, da zakrament v človeku deluje toliko, koliko je človek nanj pripravljen. To pomeni, da je bolj pomemben odnos z Jezusom, moje življenje z Bogom, moje branje Božje besede in poslušnost Bogu, vdanost, kakor pa prejemanje sakramentov. Iz tega vidika je bila zdrava navada ljubljanskih rigoristov 19. stoletja, da so odvračali od pogostega prejemanja obhajila, le da so oni navajali napačno motivacijo. Ne gre za to, da bi bili mi preveč grešni ali nevredni. Če nimamo vere, če ne beremo Božje besede in Božjega življenja ni v nas, nam tudi vsakodnevno obhajilo pravzaprav ne more dosti pomeniti. Zato je Ignacij Lojolski v svojih regulah, v svojih pravilih poudaril, da če je jezuit v položaju, ko se mora odločiti za vsakdanjo mašo z obhajilom ali vsakodnevni egzamen, to je pregled, kako je Bog deloval zadnji dan in kako se nanj odzivaš, lahko mašo še opustil, egzamna pa nikakor ne sme opustiti. Vsi se pravzaprav srečamo z simbolom križa od rojstva do smrti. Kaj pravzaprav pomeni simbol križa? Kaj bi dejali? Verujočega človeka križ spominja na to, da je Jezus zanj umrl in vstal, da je premagal smrt in nam dal zmago na tem in na onem svetu. Imamo pa kristjani slabo navado, da preveč pozornosti namenjamo simbolom,
vsebina pa nam nekako uide. Ali pa jo jemljemo samo kot lepo prispodobo, ki nima v našem življenju nobene moči. Zato se je treba, kot pogosto poudarja papeški pridigar pater Cantalamessa, Ranier, vrniti k kerigmi, k oznanjevanju, da je Jezus Gospod, da bodo ljudje lahko prišli izpod oblasti hudiča pod Jezusovo oblast in da bo Božje življenje v nas. Ker takrat, ko imaš živ odnos z Bogom, postanejo simboli pravzaprav nepotrebni. Nas pa zanima živi Bog in ne samo ikonografija. Ikonografija je v drugem planu in prav je, da je. Vendar ta živi odnos z Bogom je pomembnejši in potrebnejši. Veliko ste se ukvarjali tudi z molitvijo. Jaz bi vas pa še prosil pravzaprav za zaključno misel o molitvi, kako pravzaprav vi vidite pogled molitve. Molitev je pravzaprav pogovor z Bogom. Prosim. Namesto zaključne misli mi bodi dovoljeno, da se na gledalce te oddaje, moj TV, obrnem s prošnjo. V Solčavi prenavljamo starodavno župnijsko cerkev. Prišlo je v teh stoletjih do erozije temeljih tal in zadnjih 100 let se cerkev nagiba. Čedalje večja nevarnost je bila, da bi se lahko nepričakovano zrušila, zato smo se lotili velikih obnovitvenih del, najprej utrjevanja temeljnih tal, potem pa vezi, ki bodo cerkev zopet povezale in popravile škodo, ki je bila storjena zaradi nagibanja te starodavne, več kot 550 let stare gotske cerkve, z dragocenim kipom Solčavske Marije iz sredine 13. stoletja. Celotna investicija znaša skoraj 1 milijon evrov. Solčava pa je majhna gorska vas pred Logarsko dolino, samo 500 prebivalci. Prva faza sanacije je za nami in treba jo je plačati. Zato vas, spoštovani gledalci, prosim, da pomagate rešiti ta gotski biser pred prepadom. Imeli boste tudi napisan transakcijski račun župnije Solčava in tja lahko nakažete svoj dar. Sveti Pavel je v drugem pismu Korinčanom rekel takole: Kdor bo obilno dajal, bo obilno žel. Kdor pa pičlo seje, bo tudi malo žel. V veri, da je Sveto pismo resnično, vam pravim, bodite velikodušni. Zapišite si transakcijski račun. In danes, prav zdaj, ko to gledate, vprašajte Boga, koliko naj dam temu gorskemu župniku za Solčavsko cerkev, koliko naj zasejem kot seme v njivo evangelija. Verjamem, da bo Bog storil in pomnožil vaše seme in vas blagoslovil za dar, s katerim rešujete župnijsko cerkev v Solčavi. Nekateri boste morda darovali 10 evrov, nekateri boste nakazali 50 evrov, drugi morda 100 ali 1000. Bodite poslušni temu, kar vam Bog pravi prav zdaj in ne ovirajte njegove milosti. Zato molim v imenu Jezusa, naj Bog obilno pomnoži vaš dar vire. V imenu Jezusa naj Bog blagoslovi vaše roke, naj vam da maziljenje za uspeh, da bo uspevalo vse, česar se dotakne vaša roka. Izdali ste tudi razglednico, na kateri se pravzaprav, kot jo lahko vidimo, to se pravi, to je ta Solčavska cerkev, upam, da naša kamera ojame, Marije Snežne v Solčavi iz leta 1461. Kaj bi še pravzaprav za konec naših gledalcev podali? Morda bi res ponovil eno duhovno misel, ki sem jo imel zaradi ognjišče in bi jo ponovil v celoti, če je to mogoče. Vam omogočamo, izvolite.
Ali lahko pričakujemo, da bo naša molitev uslišana? Ali lahko molimo za rezultate? Večina kristjanov bi rekla, da sicer lahko molimo, ampak nihče zares ne verjame, da bo Bog uslišal njegovo molitev. Tega si mnogi ne upajo priznati, zato pobožni neverniki radi rečejo, da bo Bog molitev uslišal drugače. Če se zgodi tisto, česar so se kljub molitvi bali, pa radi rečejo, da se je zgodila Božja volja in da se je treba vdati v Božjo voljo. In potem povedo še kakšno pametno o Jezusu v Getsemaniju. Jaz pa vas vprašam, kakšen Bog je to? Mogoče Bog grških filozofov? Gotovo pa ne Bog Svetega pisma. Bog Svetega pisma, Jezusov Bog, je Bog obljube. Je Bog, ki je dal svojo besedo in se je svojo besedo omejil, zavezal se je, da se je bo držal. V Svetem pismu je dal navodila, kako moliti za rezultate. Jezus nam je razodel načela za prosilno molitev. Razodel pa nam jih ni zato, da bi bila naša frustracija še večja, ampak zato, da bi prejeli od Boga in da bi bilo naše veselje popolno. To so verovali številni svetniki, zato so imeli toliko čudežev. Ko so učenci vprašali Jezusa, kako to, da se je bila smokva posušila, jim je odgovoril: imejte vero v Boga. Resnično vam povem, kdor bo rekel tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje, in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Zato vam pravim, za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prijeli in se vam bo zgodilo. Tukaj nam je Jezus razodel dve načeli. Prvo načelo se glasi: karkoli boš veroval v svojem srcu in govoril svojimi usti, se te bo zgodilo. Srcem namreč verujemo, z usti pa izpovedujemo, kar verujemo in prejemamo. Drugo načelo pa govori: za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli in se vam bo zgodilo. Ko prosimo, moramo verovati, da smo v trenutku naše prošnje že prejeli. Ne smemo upati, da se bo zgodilo, ampak moramo verovati, da je to že naše, da je Bog že zapovedal, da se zgodi. Mi navadno gledamo svoje okoliščine in verjamemo okoliščinam. Vera pa se ne ozira na okoliščine. Vera se ozira na obljubo Božje besede. Bog vidi tvoje potrebe, pozna jih in skrbi zanje. Bog vidi tvojo bolezen, tvoje družinske razmere, tvoje finančno stisko. Vidi ljubljeno osebo, za katero moliš. Bogu nobena tvoja potreba ni neznana in hoče ti dati vse, kar potrebuješ. Bog sam je v Svetem pismu obljubil, da bo v Kristusu Jezusu izpolnil vsako našo potrebo, tudi na tem svetu. Med Božjimi obljubami v Svetem pismu jih je veliko, ki zadevajo to življenje tukaj in sedaj. In Bog hoče, da mu verujemo. Da se ne oziramo na okoliščine, ampak v srcu verujemo, da je to, kar nam obljublja in za kar prosimo, že naše. In da to v molitvi razglašamo in se Bogu zahvaljujemo, kar smo že prejeli. Ne smemo popustiti neveri. Svojim okoliščinam ne smemo verjeti bolj kakor Božjim obljubam, ker vera je v zdaj. Upanje govori, prejel boš. Vera pa pravi, da to, kar upaš, že imaš, pa čeprav še tega ne vidiš. Mogoče porečeš: prav, ampak jaz nimam vere. Kako pridobiti vero? Najprej vedeti moramo, kaj nam je Bog obljubil za to življenje tukaj. Vsakomur toplo priporočam 3. del knjige Blagoslov in prekletstvo. Bog hoče, da nam je tukaj dobro, da imamo zdravje, blaginjo, srečno družinsko življenje, da smo sprejeti in spoštovani, da dolgo živimo in smo pri močeh. Kaj nam je Bog obljubil, izvemo iz Svetega pisma. Zato se nam v branju Svetega pisma dvigne in okrepi naša vera. Vera namreč prihaja iz Kristusove besede, iz oznanila. Kdor hoče imeti vero, naj vsak dan vsaj pol ure bere Sveto pismo. Priporočam, začnite z apostolskimi deli, nadaljujte z Markovim evangelijem, potem preberite celotne evangelije in psalme in kot ste to storili, se lotite cele Nove zaveze in celotnega Svetega pisma. To bo vašo vero sprostilo, jo dvignilo in jo okrepilo.
Ne bojte se, če se vam zdi, da ne razumete, samo berite in vztrajajte. Za tiste, ki jim manjka vira, je dal Jezus še naslednje navodilo. Pogosto se spomnimo Jezusovih besed, da kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem tudi jaz sredi med njimi. Navadno pa pozabljamo na prvi del te besede. Resnično povem vam tudi, če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v katerikoli prošnji, jo bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Če hočete uslišanje, poiščite še nekoga, ki verjame tej besedi. Skupaj z njim prosite Boga za uslišanje, izrecite Bogu svojo prošnjo, vaš somolilec pa naj se v veri strinja. To vam bo pomagalo, ker se boste vi oprli na njegovo viro, on na vašo, skupaj pa bosta v veri vztrajala in od Boga prejela, za kar sta prosila. Mogoče se vprašate, kaj pa, če ne bo delovalo? Delovalo bo, ker je Bog obljubil. Mi moramo samo odstraniti ovire in virovati. In Bog bo uslišal prošnjo, če je le v skladu z njegovo besedo. Tako je viroval in molil tudi že prej omenjeni Pater Pi. Pogosto govorimo o fenomenu Patra Pija. Redko kdo pa se spomni, kako je Pater Pi molil. Ko je vsak dan molil za potrebe svojih spovedancev in duhovnih otrok, se je skliceval na Božjo besedo. Molil je takole: O moj Jezus, ti si rekel, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Glej, jaz trkam, iščem in prosim milosti. In tukaj je Pater Pi povedal, za katere čudeže prosi. In potem je nadaljeval: O moj Jezus, ti si rekel, resnično povem vam, če boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal. Zdaj glej, prosim tvojega Očeta v tvojem imenu za milost. In tukaj je Pater Pi Jezusu spet povedal, za katere čudeže prosi. Potem se je skliceval na Božje obljube. O moj Jezus, ti si rekel, resnično povem vam, nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo nikoli prešle. Glej, naslanjam se na zanesljivost tvoje nezmotne besede in te prosim za milost. In tukaj je Pater Pi še enkrat ponovil svojo prošnjo. Bog ga je usliševal, ne zato, da bi se mu čudili in molili pobožne molitvice k Patru Piju, ampak zato, da bi v času, ki nam je blizu, imeli zgled, kako uporabljati Sveto pismo z živo viro. Če boste virovali, kar pravi Božja beseda, tudi vas bo Bog uslišal. Zato je prav, vas vabim, da se skupaj sedaj združimo v molitvi. Oče, v imenu Jezusa te prosimo, izli na nas in na te gledalce svojega duha, da bomo razumeli Božjo besedo. V imenu Jezusa naj se sprosti maziljenje Svetega Duha na poslušalce te oddaje. V imenu Jezusa sprosti svojo moč, dotakni se jih. Naj začutijo, da si ti živi Bog. Govori jim prek Svetega pisma. Naj se njihova vera dvigne, da bodo izkušali uslišanje v molitvi in vedeli, da si ti dobri Bog. Hvala ti, Oče, ker uslišuješ mojo molitev. V imenu Jezusa. Amen. Hvala lepa, zelo lepo ste to povedali. Sedaj še imate možnost, da povabite naše gledalce v vašo lepo cerkev, morda na mašo ali kaj podobnega. Ja, res vas lepo vabim v zavetje med gorami, v našo lepo Solčavo, v našo cerkev Svete Marije Snežne, ki smo sedaj v fazi obnovitvenih del. Res vas vabim, da tudi molite za to prenovo, da skupaj z tistimi, ki dobro mislijo in tistimi, ki podpirajo to našo starodavno cerkev, da jo res ohranimo za rodove, ki prihajajo tudi v prihodnje. Torej, vas lepo vabim, bodite moji gostje v Solčavi, bomo tudi upravili kakšno pobožnost, litanije ali svetomašo z nagovorom, pa tudi se priporočam za vaše darove. Pomagajte, koliko je pač v vaših močeh.
Gospod župnik Silvester, jaz se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas, pripeljali tako daleč v tole Dravsko dolino in nas obiskali v studiu. Hvala lepa in pokloni. Hvala tudi vam in vsem gledalcem te oddaje. Poti. Ostanite še naprej tako zgleden Jedusov duhovnik. Želim vam srečno in varno pot nazaj v Solčavo. Vsem gledalcem pa vabim, da obiščete ta biser narave v Logarski dolini. Vabim vas, da obiščete spletno stran RKC in spletno stran www.živilko.com. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam do prihodnega snidenja. Nasvidenje. Tako, a je lepo veste.